je potekala glede na realizacijo sklepov iz prve seje. Pridobili smo pravno tolmačenje služb državnega zbora, konkretno zakonodajno-pravne službe, o okvirih, v katerem naj dela ali lahko dela preiskovalna komisija. In to je bilo mišljeno tako vsebinsko, kot tudi časovno, se pravi vsebinski in časovni okviri. Mnenje zakonodajno-pravne službe je takšno, da, na hitro povedano, da je vse opredeljeno v sklepu o imenovanju, o formiranju preiskovalne komisije. Tako da nekih ovir ali pa nekih omejitev dela komisije ni glede na sklep državnega zbora o imenovanju preiskovalne komisije. Prvi sklep je tisti, ki smo ga predlagali že na prejšnji seji, ki ga je pripravila preiskovalna komisija, službe preiskovalne komisije, na katere sicer ni bilo nekih pripomb. Drugi podsklep je pa tisti, ki ga je vložila članica gospa Zalokarjeva, ki ga je tudi napovedala na prejšnji seji, še z skupnim podpisom še 3 članov komisije. Tretji sklep je pa tudi pripravila članica komisije, pač kot še neki dodatek sklepu, ki ga je prej predložila in ga najavila tudi na prejšnji seji. Tako da sedaj sklep sestavljajo vsi 3 podsklepi in lahko komisija začne pridobivati gradivo. V teh dodatnih sklepih za gradivo so nekatera nova, ki jih v prejšnjem predlogu komisija ni predložila, se pravi, kot predsednik in pa strokovne službe nismo predložili. Nekaj je takih, ki se podvajajo ali pa mogoče malo bolj tolmačijo termin, ki smo ga predlagali. Tako da sedaj imamo nekako spisek celotnih gradiv, ki jih mora komisija pridobiti in lahko začnemo z pridobivanjem teh gradiv, na osnovi katerih bodo potekala preiskovalna dejanja.